Jaz sem Janin, tole tukaj je pa Ramona Irgolič. Hello. Ampak mogoče mislite, da je sorodnica Rafka Irgoliča, še vedno se njegove pesmi vrtijo na radiju in Moj črni konj in tako dalje, ampak ti nisi njegova sorodnica. Ne, nisem. Saj ne bližnja. Ne. Si pa zelo interesantna popotnica, ki je narisala cel kup kroksov tlele na tale na zemljevid. Tako je. Kako je prišlo do tega? Ja, očitno se je, kako bi rekla temu, usoda ali pa očitno znam dobro manifestirati, ne? Tako da me je življenje poneslo kot ping-pong žogico po različnih kontinentih. Ja. Zdaj, trenutno živiš tukaj v Mariboru. Tako je. Začela pa svojega življenja nisi v Mariboru. Ne, jaz sem pa začela tukaj v mestu Mainz, ki je znan potom Karnevala, potom Gutenberga, prvi tisk. Ja, zelo lepo mesto, Mainz, tu sem se rodila in odraščala. In potem smo, ko sem imela 10 let, smo se starši odločili in smo se preselili v Slovenijo. To the only country with the word love in the middle. Even some of our roads are heart-shaped. Čakaj, čisto vsi naši gledalci ne razumejo angleščine, tako da je treba še prevesti. Skratka, edini, ki imamo love v svoji, sicer pa to itak vsi veste, v imenu naše države. Tako. Povej mi, koliko močen kulturni šok je bil zate to, da si prišla kar naenkrat v čisto drugačno državo? Ni bilo tako hudo, zato ker sem bila že večkrat v Sloveniji. A ste se doma slovensko pogovarjali? Tudi. Jaz sem bila vzgojena dvojezično. A starša med sabo sta vedno slovensko govorila? Mislim, da je en dober miks slovensko-nemško, tako da je kar bilo pestro, mi je bilo všeč. Zanimivo je to, da takrat, ko bi mogla govoriti nemško, sem rada govorila s svojimi starši slovensko in obratno. Tako da sem rada v avtobusu tudi, ko sem bila v Straßenbahn, ko sem se vozila s tramvajem po Mainzu, sem rada govorila v slovenskem jeziku, da me drugi niso razumeli. Že takrat sem bila taka. Moja prijateljica je pač njeno oče delal pri FAO, in najdalj časa so živeli v Rimu. Jaz sem bil pri njih doma en teden, in recimo, ko smo sedeli za mizo, pri večerji, smo se pogovarjali po slovensko. Potem, ko sta starša šla spat, smo se še vedno pogovarjali z njenim bratom in njo. Ampak čim sem šel v stran, čisto avtomatično, da bi ona dva sploh pomislila, sta prešaltala na angleščino, ker sta hodila v angleško šolo za tujce. Govorila sta italijansko 100%, angleško 100%, slovenščino pa 95%. Ni slabo. Recimo, kakšne take, je rekla, joj, ti s tem človekom je treba pa v copatah delati. Namesto rokavicah. Ja, pa prije do takih pomešanih izrazov. Kaj pa kultura? Ti nič ni zdelo, da zdaj je bistveno drugačna? Pogrešala sem takrat, še ni bilo McDonald'sa, to sem pogrešala, v tistih časih, to je bilo za mene... So bile pleskavice? Ja, samo McDonald's v tistih časih je bil drugačen, takrat so bili večji hamburgerji, pomfrit je bil večji, vse je bilo bolj okusno, mi smo imeli tudi razna igrala od zunaj in znotri, tako da bo lušno za nas otroke. Moramo iti na McDonald's, povedati, da morajo plačati tole. Ja, ali bomo odrezali. Ali bomo pa pip dali, da bomo Kaj pa ljudje pa ne, otroci, si hitro dobila prijatelje? Ja, takoj sem dobila, so bili zelo simpatični moji osnovnošolci, ko mogoče bojo tudi pogledali, sem bila zelo zadovoljna z njimi, sem se dobro razumela, so me hitro sprejeli, so mi pomagali. Je bilo lušno. Sem pa pogrešala v veljom mestu, mislim, manj cela drugače, ko pa Maribor, recimo, radi zel, V tem si pa če čisto na hitro razložila. Se pravi, jugovzhodna Azija, Severna Evropa, jugozahodna Evropa, Severna Amerika, Južna Amerika. Kje pa je bil tak, recimo, dovolj močan kulturni šok? Mene očitno nič ni preveč šokiralo. Jaz sem se počutila vse posod domače. Je pa res, da najbolj čisto ozračje, nič nima to s tem, ampak najbolj čisto ozračje se mi je pa zdelo v Skandinaviji. Drugače pa sem se zelo domače počutila v Braziliji, pa tudi v Indoneziji. Indonezija in Brazilija so si zelo podobni, ljudje so si podobni, zelo so taki ljubeznivi, prisrčni, radi pomagajo, ustrežljivi, topli, radi pojejo, plešejo, povabijo te, hrane, ni da ni.
Tako da to sem doživela v obeh državah. Pa še jezikov si se naučila, kjerkoli si bila. Tako, ja. Česa se je bilo težje naučiti? Indoneziščine, kaj vem, brazilske, portugalščine ali česa drugega? Jaz bi rekla tako, da jaz sem preden sem odšla živeti v Brazilijo, sem živela tudi en čas na Portugalskem, predtem sem pa poslušala veliko teh telenovel, ko smo jih imeli na razpolago in je hitro meni to šlo v uho. In če ti predhodno poslušaš en jezik, ti ni tak tuj. Ko sem pa šla, naprimer, živeti v Singapur, pa sem poslušala malezijski jezik in je bilo to za mene ena novost. Jaz nisem prej imela možnosti, da bi poslušala preveč oziroma malezijskega jezika, prav tako ne indonezijskega. Tako da zato mi je bilo lažje in hitreje sem se naučila portugalščine, prvo pač portugalsko, potem brazilsko portugalščino, ravno zaradi tega, ker sem tudi imela tega znanja romanskih jezikov, in to ti zelo pomaga. Koliko časa si porabila, da je tvoj jezik postal precej tekoč? Jaz sem se relativno hitro naučila. Jaz sem se relativno hitro naučila jezik, zato ker sem pač si želela in sem se sama tudi v to podala. Se pravi, recimo, čez kakšen mesec si že malo govorila? Ja, sicer verjetno je bilo to malo bolj polomljena mešanica med španščino, pa med portugalščino, pa še kakšne italijanske izraze uporabljala, ampak ljudi so razumeli, zakaj se gre in ti tudi pomagajo zmeraj posod po svetu, kamor sem šla, so mi tudi vedno pomagali, so bili kar prijazni in so... Ja, ljudje grozno ocenijo, če se ti trudiš, pa čeprav je slabo. Sej. Kako pa nas tudi, če se kdo slovenščino trudi, wow. Tudi jaz sem imela priložnost, da sem naučila, naprimer prejšnjega partnerja sem naučila slovenski jezik, ne. Tako da, ja, hitro se ljudi naučijo, slovenščina je pa kar težek jezik, ne.